Po več kot 2 milijonih prodanih BMW-jevih enic smo se že malo navadili na hecen izgled sprednjega dela. Pa so ga Nemci kljub temu prenovili, tako da izgleda bolj prijazno, z novimi lučmi, odbijačem ter zadnjim delom z novimi lučmi, ki spominjajo na tiste pri i8. Znotraj so samo malo drugačni materiali, bolj prijetni na otip, sicer pa je počutje dobro. Tako da me zmoti samo tale pomični naslon za roko, pa še to samo v primeru, ko ga pomaknete takole naprej in uporabite ročno zavoro. Ja. Sicer pa je pomični naslon skupaj s predalom del novega paketa Sport, ki stane 3100 €, avtomobilu pa doda športni volan, senzore za parkiranje zadaj, tempomat, luči za meglo, luči na kljukah, večja platišča, športna sedeža spredaj in usnje. A ja, ne, usnje stane še dodatnih 1667 €. Prenovljen je tudi motor, ki hromi tamle spredaj. Dvolitrski turbodizelski agregat z oznako 118D proizvede 150 konjev, torej 110 kW in 320 Nm navora že pri 1500 vrtljajih. Brez skrbi, sploh ni glasen, ker je kabina tako dobro zvočno izolirana. Spojen je z natančnim 6-stopenjskim menjalnikom in še 4-kolesni pogon X-Drive ima. 60% moči zadaj, 40% spredaj, ko je zunaj suho, elektronika pa opravi vse delo, če katero od koles izgubi oprijem, stane dobra 2000 in sploh po zimi bo tole prišlo še kako prav. Se pa 4-kolesni pogon pozna tudi pri porabi. Nekje pol litra porabi več tale BMW kot tisti s pogonom zadaj, na testu je to povprečno 6,4 litra. Navdušenje pa lahko zaustavi samo cena. Kljub temu, da nima vsega na seznamu dodatne opreme, stane 39 000 €. Zdaj pa samo računajte, brez česa lahko shajate.